V središču Ljubljane je na mestu stare poslovne stavbe, v kateri so bili včasih trgovski prostori, zraslo novo poslopje s 7 stanovanji. Vsa imajo razkošne kvadrature, imenitne razglede na okolico, vrhnji 2 pa še edinstveno teraso, ki poteka okoli celotne stavbe. Ni nas bilo treba preveč prositi, da smo se odzvali vabilu in si od blizu ogledali enega od 2 penthousov, v katerem pa se je posebno pozornost namenilo tudi prostoru, kjer preživimo tretjino svojega življenja. Ko v odprtem in svetlem prostoru združimo premišljeno oblikovanje ter vrhunske materiale, dobimo tole: stanovanje z visoko mero elegance na eni strani in ravno prav domačnosti na drugi. Evita in Miha, živijo. Preden se posvetimo temu res čudovitemu interjerju, me zanimajo razgledi. Kam vse se odpirajo v tem stanovanju? Stanovanje je locirano na Nazorjevi ulici 6 v Ljubljani, kjer je lokacija primerna, da imaš razgled na grad iz dnevnega prostora, na drugi strani pa iz jedilnice in iz spalnice pa na Nebotičnik. To pomeni, to sta 2 zelo pomembne znamenitosti v Ljubljani. Kako ste razmišljali o materialih in o barvah? Ja, razmišljali smo tako, da bivanje v prostoru mora biti prijetno. Prijetne vemo, da so tople barve, zato smo izbirali vse od sive do bež, vse barve z nekim tonom topline. Stenske obdelave so v antik betonu, vsak si predstavlja beton kot hladno barvo, ampak naš cilj je bil otopliti beton in ta antik. Potem smo pa na te betonske stenske obdelave, ki se vlečejo skozi cel prostor, potem smo jim dodali toplino z premičnim pohištvom. Nismo izbirali usnjene sedežne garniture, izbrali smo tekstilno, dodali smo blazine in tako naprej, tepihe. Tudi v stanovanju lahko opazite, da so nekatere stene obložene z lesom, kar tudi doda toplino, in pa po tleh talne obloge so seveda parket. Tako da ta kombinacija materialov in barv mislim, da ustvari nek občutek topline. Poleg tega smo steklene površine zakrili in obogatili s tekstilom, z zavesami. Se mi zdi to zelo pomemben element v vsakem interjerju. 3-nadstropno stavbo, v kateri je stanovanje, sta projektirala David in Samo Grolegar iz biroja Grolegar Arhitekti. Njen obod, stopnišča in jašek za dvigalo so betonski. Pri fasadi, ki je brez izstopajočih profilov, pa so vidni samo stekla in opeke. Notranjost stanovanja, ki obsega 90 kvadratnih metrov bivalne površine, je oblikovana iz mavčno-kartonskih plošč. To pomeni, da so bili lahko zelo kreativni pri zasnovi tlorisa. Kako ste načrtovali spalne prostore? Spalnica je bila tudi neke vrste izziv, ker ima tako lego, da je ekskluzivna, s pogledom na Nebotičnik. Je nekako klical potem, da narediš neko varianto nekega luksuznega hotelske sobe. S tem, da smo si potem omislili potem naredila neka ekskluzivna lebdeča postelja, ki ima spet indirektno svetlobo spodaj, ki osvetli tla in v bistvu omogoča, da ko greš na stranišče po noč, na primer, ne prižigaš luči, ampak se ti v bistvu same prižgejo in ne motiš in ne obremenjuješ svoje oči in nekoga, ki tudi mogoče zraven tebe spi. Cilj spalnice je, da je udobna, prijetna, funkcionalna, da radi v njej bivamo, da ni samo prostor, kamor gremo spat. Tako da naš cilj je bil, da ustvarimo občutek neke luksuzne suite. Zdaj, s to posteljo ne zapiramo prostora. Zrak kroži zgoraj, spodaj in mi v spanju praktično lebdimo na tej posteli, ki jo seveda podpira zelo kvalitetna vzmetnica. Pomembno je, da ob posteljo umestimo in vtičnice in stikala, ki nam pomagajo zvečer ugasniti celotno stanovanje z enim stiskom. Ker ima spalnica okrog in okrog steklene stene, s tem samo še dodamo svetlobo in vsako odbojno telo poveča prostor, tako da te fronte garderobne sobe ustvarijo ta občutek. Potem pa garderobna soba se pa nadaljuje še na drugo stran, kjer so zaprte omare, kamor lahko shranimo tisti del, ki bi ga radi skrili. Monika, tale sanjska postelja se zdi kot en oblak, ki prav lebdi sredi tele že tako čudovite spalnice, ne?
Ja, res je. Tole je nova lebdeča postelja in sicer najnovejša iz serije oblazinjenih box spring postelj. Tale je Fly, ki daje ta občutek, kot da kar lebdi v spalnici. Je pa res, da tale občutek lebdenja omogoča tako zelo fino pretočnost zraka, hkrati pa celoten videz spalnice izpade bolj tak eleganten, minimalističen in pa zelo modern. Verjetno se marsikdo sprašuje, kakšna je montaža takele postelje, a mora imeti že prej kaj pripravljeno na tejle steni, kjer je vzglavje? Pri načrtovanju spalnice ni potrebno nič vnaprej planirati. Ta postelja namreč je čist samostoječa, ne potrebuje nobene pritrditve v steno ali v tla. Zasnovana je namreč tako, da ima zelo premišljeno postavljene nosilne nogice, ki se jih z neke normalne razdalje nikoli ne opazi. Dajejo pa izrazit občutek lebdenja, tako da je potem postelja res kraljica v spalnici. Ne rabi pa noben bodoči uporabnik skrbeti glede tega, kako bo posteljo vnesel v spalnico. Za vse to je namreč poskrbljeno. Dostava in pa montaža, vi potem samo še poskrbite, da posteljo lepo posteljate po svojih željah. Oblazinjenje okvirja postelje so uskladili z oblazinjenjem stene. Ta je v celoti postala posteljno vzglavje. In v čem je sicer takale box spring postelja unikatna? Vsaka postelja, ki jo izdelamo, je pravzaprav unikat. Nobene ni vnaprej na zalogi, vsaka se izdela šele po naročilu bodočega uporabnika. Izbere se tako material kot barva za oblazinjanje, izbere se dizajn vzglavja, tako je res vsaka postelja potem nekaj posebnega. Ni pa to vse, najpomembnejše se skriva v notranjosti tele lebdeče postelje in sicer udobje za uporabnika. Marsikdo bi mislil, da morata oba dva od para izbrati enako, Sploh ni res. Lahko imata različno udobje, da se naspita dobro, postelja bo pa od zunaj še vedno izgledala popolna, lebdeča in enotna celota. In če se kasneje odločiva, da bova drugače spala, to ni problem, se da to premikati, Najmanjši problem. Sestavimo kot Lego kocke, obrnemo in zadostimo vašim željam. Zelo pomemben element v stanovanju so tudi svetila, ki so jih razdelili na dva segmenta, na tehnična in dekorativna. Tehnična dajejo občutek naravne svetlobe, gre za reflektorje in luči vgrajene v strop. Z dekorativnimi svetili, kot sta lestenec nad jedilno mizo in kaskada svetil v dnevni sobi, pa so ustvarili toplino in domačnost. Svetila upravljajo s pomočjo pametnih stikal. Tako je denimo pri vhodu v stanovanje Smart Switch, s katerim se z enim pritiskom prižgejo luči dobrodošlice. Ob odhodu iz stanovanja lahko s tem stikalom tudi vse ugasnejo. Zdaj pa še terasa. Ogromna je, ponuja obilo enega prostora in čudovitih razgledov naokrog. Je z njo še kaj posebnih načrtov? Ja, terasa je v bistvu projekt zase, ki bo še nastal v naslednjem pol leta verjetno. Omogoča postavitev džakuzija, savne oziroma tudi bazena. Projektirano je tudi tako, da lahko v bistvu si postaviš plavalni bazen. Evita, bo bazen na terasi? Kar se pa mene tiče, je pa ta terasa največji čar tega stanovanja. Kar se tiče bazena, bomo videli. Tako da jaz se veselim in mislim, da bo super.